Vidite en citat, ki je vodilo, in sicer od Sokrata, da nima smisla se fokusirati vso svojo energijo na nekaj starega, da spremenimo, ampak da fokusiramo vso svojo energijo na nekaj novega. Ker če se borimo proti staremu, temu dajemo moč. Če pa smo proaktivni, se pravi, izhajamo iz sebe, ne iz obstoječih okoliščin, potem so pa stvari lahko precej drugačne. Ok, smo rekli, da bo vroče. Gregor, ali se v Sloveniji lahko izognemo CBDC trackerju? To je Central Bank Digital Currency. Za tiste, ki še ne poznajo, oziroma ne poznate, kaj se pripravlja. Digitalna valuta centralne banke je digitalna valuta, ki jo izda centralna banka in ne komercialna banka. Več se o tem lahko preberete na Wikipediji, bo Alex dal link. Kaj pomeni Central Bank Digital Currency? To pomeni, da digitalni denar, ki ga imate, lahko programirajo. In oni o vašem, ne bom nič definiral oni, se pravi, kdo je iza centralnih bank, oni lahko odločajo o tem, kam boste vi denar dali, po domače. Lahko rečejo, vi hočete kupiti, imate svoj denar, ne vem, 100.000 evrov, pač v digitalnem denarju, ne? Ampak kaj se lahko zgodi, vi se odločite, da boste kupili nov avto, nekdo vam pa lahko reče, ne pa ga ne boš. Jaz vem, da bo marsikdo zdaj rekel, to je pa nemogoče, da bi do te faze prišli. Jaz se tudi, da je narativ, se pravi, da je po celem svetu bilo naenkrat razglašena pandemija, je nemogoče. Jaz sem prav videl 50 ekranov je bilo, ko so različni spikerji v različnih jezikih govorili točno isto stvar. Torej, to je mogoče. Za tiste, ki ne verjame, da je mogoče, o tem sem že 2 leti nazaj govoril v intervjuju za Zarjo Javno, Alex, lahko daš od link, leta 2020. Govoril sem o social credit, to, kar imajo na Kitajskem. In to prihaja na ta način do nas. Še malo razložim, ker vprašanje je bilo, če se lahko izognemo temu, ne? Se pravi, nemogoče je, da bi programirali naš denar, marsikdo razmišlja, ne? Kaj bomo mi z njemu naredili, ne? Potem je tudi, ker bomo kasneje govorili, tako imenovani univerzalni temeljni dohodek. Ampak tukaj bom samo nakazal problem, reaction, solution. Se pravi, nekdo naredi problem, se zgodi reakcija in potem on ponudi rešitev. In verjemite, da me ne bo nič presenetilo, ker sedaj zaradi lockdowna so bile veliko malih in srednjih podjetij propadali in to je bil definitivno problem in reakcija je bil propad. Da bo potem nekdo prišel in rekel, veste, mi imamo pa rešitev za vas. Mi imamo in sicer vlada ali centralne banke, kdorkoli, zdaj sem zmislil, bo vsakmu državljanu dali 1000 ali pa 2000 evrov mesečno, ne rabite za to nič delati, ampak boste pa vse počeli, kako vam bomo mi rekli. To je socialni kredit, ker če ne boste, kaj se bo potem zgodilo? Ja, potem bo vsak mesec, ali pa kakorkoli, koliko vam kazen lahko za napačno parkiranje potegne z računa dol, karkoli, vam bodo nekaj denarja vzeli. Na koncu ne morete potovati ne z vlaki, ne z avioni, ne morete na dopust in tako naprej, adijo svoboda, ne? Tako da, če poznaš, kakšen je načrt globalistov, in približno ga poznamo, ker ena velika skrivnost, morajo ga po ezoteričnih zakonih objaviti. In objavijo ga v raznih filmih in science fiction, se pravi te znanstveno-fantastični filmi, so delež od tega, da so znanstveno-fantastični. To je poleg, če bi temu rekel, malo testiranje, kako se bomo na to odzvali, je tudi nekje tisto, da nam pa sporočijo. Ok. Zdaj pa tako, če poznaš načrt globalistov, sem začel, potem poznaš tudi nekje naključne dogodke, ki se dogajajo. In potem počasi to lahko povežeš in veš, kako nič naključnega, ampak da je vse strogo planirano.
O tem bomo zelo veliko zdaj govorili. Recimo, napad na ameriška nebotičnika dvojčka. Kaj se je potem zgodilo po temu? Ja, teroristi so napadali, ne? V tej zgodbi ne bomo govorili, in to je bil tako imenovan War on Terror. Se pravi, so se odločili, vojna proti terorizmu. Ne? In v bistvu, kaj so takrat sprejeli kot zakon? Da kot sum terorista lahko upadajo v vsako hišo, po domače rečeno. Zdaj nekdo sumi, da smo mi, uradno reče, oziroma dajo sum, da smo mi teroristi tukaj, lahko zdaj brez naloga upadajo sem noter in nas aretirajo. Okay? Tako da, to mečke malo za zagrevanje, da te naključni dogodki, ker zdaj bomo šli globoko v to, so tudi približeni, so naključni. Ampak Gregor, prosim za odgovor. Hvala, Boris. Tako imam dve res najbolj važni izhodišči za ta del odgovora. Prva je, da smo zagotovo zadnja generacija, ki še lahko udejani spremembo. Wow. In druga, da smo zagotovo zadnja generacija, ki še lahko človeštvo ubrani pred kakršnimi koli agendami transhumanizma ali pa kjerkoli druga imena, ki jih uporabljajo. Torej, zadnja generacija, tukaj in zdaj. In kolikor se bo mogoče slišali paradoksalno ali pa preveč bombastično, 24.4., torej 24. april, ko so državnozborske volitve, je ta prelomni dogodek za Slovenijo. Ali tukaj nekaj naredimo, ali pa iščemo jame ali pa nekaj drugega, kjer bomo prebrodili agende, ki se bodo izvajale. In prav si povedal, ne samo, da se v filmih, da morajo dokazati oziroma pokazati javnost delovanja. Oni so še bolj predrzni. Vse to objavijo na spletnih straneh. Vse, kar se je dogajalo v zadnjih 2 letih, so najkasneje 2015 objavili na spletnih portalih. Vse je bilo javno, nič ni bilo skrito. Ker dokler je skrito, je dogovarjano, nima pa potencijala udejanjanja. Mogoče tudi vprašanje, ki smo ga prej dobili v pogovoru, v smislu korporacije in tega, to se nanaša prav na to, kar se zdaj pogovarjamo. Vse lahko spremenimo samo v enem prostoru. Ta prostor se imenuje Državni zbor. Nikjer drugje. Mi imamo lahko ogromno energije, radi se imamo, protestiramo. Če bi nas bilo 80 ali pa 90%, bi lahko spremembo naredili na ulici. Očitno tam še nismo. In edini prostor za spremembo je Državni zbor, kjer lahko odstopimo od vseh škodljivih sporazumov, od vseh povezav, tudi tisto, kar si že prej omenil, da nas je predprejšnja vlada izdala z podpisom sporazuma z interameriško korporacijo. Nobene javne razprave ni bilo, samo 27. decembra 2018 je bilo to objavljeno v uradnem listu. Takrat objavljajo stvari, ki jih še tisti, ki se s tem ukvarjajo, torej računovodje, pa ne vem kdaj, vidijo šele enkrat januarja in je popolnoma jasno bilo, da so to, ampak kar je še hujš, ko je bila obravnava v Državnem zboru, ni bilo levih, desnih, črnih, rdečih, rjavih. Takole so pritiskali. Za. Noben ni šel v medije pa rekel, izdali nas boste in ne vem kaj. In zdaj smo pri ključnem vprašanju, kaj se zdaj dejansko dogaja v svetu. Zaslepljeni smo s tem, da ne bi bili v času nekakšnih rahlan ukrepov, pa da kar naenkrat ni več prva novica virus, pa kar naenkrat so spet gostilne polne, pa vse izgleda lepo. V zadju se pa dogajajo ključne agende. Ena je prav na nivoju Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi zdaj sprejela neko novo ustavo ali pa sporazum o njenem delovanju, ki bi ji omogočil, da sploh ne rab več nobenih strokovnih utemeljitev za razglasitev pandemij ali pa pandemij, kakorkoli bomo rekli. In vse države ne bi bili podpisniki, ne? To je eno, ampak kar je za nas še večji izziv, je, da bi Evropska unija takoj sprejela to vrstno ureditev Svetovne zdravstvene organizacije oziroma opredelitev, da bi vse države članice morale spoštovati odločitev potem Evropske unije oziroma Bruslja za, ne vem, ukrepe, maske, cepiva. Kaj to dejansko pomeni? To je konec suverenosti nacionalnih držav in to je ta ključni cilj globalistov, ena vlada, ena odločitev. Njim se ne da več ukvarjati z nacionalnimi državami. To jih stane preveč, to je preveč časa, energije. Oni želijo postaviti en center, iz tega centra udejanjati svoje odločitve.
pa mogoče, če zdaj še malo zakompliciramo, v vsem političnem in družbenem dogajanju trenutno na svetu je na udaru Evropa. Naša omika, naša tradicija. Mi smo braniki še vsega, kar je bilo po svetu, zadnji otok. In to želijo sesuti. Mi smo pa v epicentru te Evrope. Zmeri tudi, ko se pogovarjamo, zmeri smo bili premajhni za ekonomijo, vsega, za trženje, za ne vem kaj. Za spremembo smo pa končno ravno prav majhni. Ja, je človek rab prav mečken za razmisliti. Ko smo bili prej pri temu, digital currency, se pravi central bank digital currency. Imamo zraven samo to, kar se nanaša, da ista tehnologija omogoča tudi sporedne sisteme. Se pravi, gre za to, kako jo uporabiš. To je treba vedeti. Spet je človeški faktor. Tako, in lahko bomo, kako nekdo piše, kaznovani ali pa tudi ne. Odvisno. Ta primer je dober. Ali kupiš pivo, bo človek kaznovan, ker ne živi zdravo. Bravo, ampak istočasno, ko smo pri tehnologiji, mi smo razglašeno krizo zadnjih 2 let preživeli zaradi tehnologije, ker smo si kot človeštvo pred leti postavili internet. Če mi ne bi imeli interneta, nobene informacije ne bi bilo pri nas. Če se mi spomnimo leta 60, ena televizija, en radio, vsi bi bili pošpikani, vsi bi bili doma, večina nas že močno bolnih in vsi bi verjeli, da je virusna kriza. Nas je tehnologija rešila. Tako da važno je, kako jo človek uporabi, ne pa, da je tehnologija slaba. Oziroma, kaj mu sporoča. Samo mora skozi neko zdravo, logično, kmečko razmišljanje, če temu tako rečemo, spustiti te informacije. Zdaj bomo en zanimiv screenshot dali. In sicer na to temo, zdaj razmišljamo central bank digital currency, vse to bo dobro, vse to fajn, prideš, še čip imaš v telesu, pa sam potegneš ali prideš mem, se že vse zaračuna in tako naprej, ampak vse to ni mogoče. Ne vem, če ste slišali, da so ljudem, ki so donirali, če rečemo narekovajo, kanadskim trackerjem, ko so se tornakarjem, ki so donirali, ljudje, ki so donirali za ta gibanje, če tudi samo $50, da so jim dobesedno zamrznili račun. Ko govorimo o central bank digital currency, kakšno moč imajo. No, ampak to ni problem, če so tako nekomu eni fizični osebi, ampak sedaj bo Alex pokazal en screenshot, kako so Američani Rusom zamrznili račune v vrednosti 630 milijard. In če lahko tretji najmočnejši nuklearno oboroženi državi zamrznejo račune, kaj šele enemu ubognemu posamezniku. Tako da to malo v razmislek, kar se tega tiče. Drugače pa v zgodovini, če te zgodovina nauči, se ponovi praven pregovor. Seveda, tudi zgodovina večina ni lih čist najbolj, če me reče, resničnih. Recimo primer, leta 1933, mislim, da je bil takrat predsednik Woodrow Wilson, so za teden dni banke šle na dopust, so jih zaprli. In ko so jih ponovno odprli, so fizično za to nadomestili s papirnatim. Iz ene unče, koliko je bilo vredno fizično za to, je bilo papirnato vredno samo še, se pravi, iz ene unče, ki je bilo vredna $35, je bila potem papirnata vredna samo še $25. Prav, velika inflacija čez noč. Ampak, kar se tega tiče, to ni edina stvar. Teh stvari je še veliko. Bomo mogoče še kasneje malo omenili. Sedaj smo v fazi, ki približno 50 leti omenjal Henry Kissinger, to je ameriški politik in diplomat. Kissinger je bil svetovalec za državno varnost od 69 do 75 leta in državni sekretar oziroma minister za zunanje zadeve. In sedaj bo Alex pokazal en zanimiv screenshot, kaj je rekel. Prvega citata. Leta 1973 je dobil Nobelovo nagrado skupaj z Liam Dukom Tojem za pogajanja, ko so se končale vojne v Vietnamu. Alex, imamo screenshot? Imamo, ok. No, zdaj smo pri tem prvem screenshotu, smo control oil and you control nations, control food and you control the people. A vam je to kaj znano zdaj? Rusija ima kar nekaj energentov, če temu tako rečemo. In sedaj kar naenkrat kontrolira in zdaj pri tisto, kar je bistvo. Zdaj navzven izpade
Američani so zamrznili račun. Rusi, oziroma sedaj so uvedene sankcije Evrope do Rusov. Ampak Rusi imajo teh bogastev toliko, da kdo je tisti, ki bo v resnici nastradal? Evropejci. Če pogledamo določene cene, koliko so se zemeljskega plina podražile, koliko se je elektrika podražila, da ne govorimo o še kakšnih drugih energentih. In to je ta igra, ki se vodi. To je tisto, kar sem prej rekel, navzven deluje. Da je vse slučajno nekaj, ne? Kar en avion oziroma 2 sta od dvojčka preletela, kar eni teroristi nekje, ampak to je vse skrbno, profesionalno, astrološko vodena agenda. Kot je že nekdo tukaj napisal, da so vse agende tudi zdaj, ves čas že pravzaprav, ne samo zdaj v polnem teku, ne? Tudi Ukrajina je ena izmed njih. Alex, prosim, če daš še od Henry Kissingerja drugi citat, ki pravi: Who controls the food supply? Korak naprej. Controls the people. Jaz kar nekako domnevam, da vsi razumete angleško. Se pravi, kdor kontrolira dobavo hrane, kontrolira ljudi. Tisti, ki kontrolira energijo, lahko kontrolira kontinente, tisti, ki kontrolira denar, lahko kontrolira oziroma nadzoruje, je lepa slovenska beseda, cel svet. Ne? Zato pa je tukaj tudi vprašanje, ne, prosti, da te prekinem nekoga, ne, sem vi hotel. Pa bi nam oni, ne, to navednicah, se pravi globalisti, dovolili svobodo. Tukaj imamo pa na srečo dober odgovor, ki nam ga je priskrbel nemški odvetnik Fulmich, ki je preučeval dogajanje v ozadju v zadnjih 2 letih in nekako v teh svojih več 100 pogovorih in intervjujih ugotovil, da naj bi v tej globalistični kliki sodelovali cirka 3500 oseb. Nas je pa čez 7 milijard. Za en stadion pravijo, ne? In še to tam je velik odgovor. Ne? Torej, ali pa če gremo spet korak nazaj na referendum o vodah, denar so imeli, medije so imeli, politiko so imeli, mislili so, da imajo vse pod kontrolo, doživeli so pa zgodovinski poraz. In to je moč ljudstva. Edina stvar, ki jo ne morejo kupiti, Ozaveščenega ljudstva. Ozaveščeno ljudstvo, ki rečeš dovolj, ne grem se več tega. Ampak sam se moraš odločiti. Noben ti ne more tega reči. Polona, to si ti že enkrat rekla, takrat enostavno, ne grem se več tega. Dosti, ne, da je to, da je da je tret, ne. Tako, sem tudi rekla vladi, recimo vladajočim, ko so nas poleti županje in župane sklicali na Brdo pri Kranju in nam naložili obvezo, da bomo mi tisti, od katerih bo odvisno, ali bomo šli 1. septembra v šole ali ne, se pravi, koliko bomo uspešni v nagovarjanju ljudi k cepljenju. Sem pa tudi rekla, to pa ni moja naloga, to pa jaz ne bom počela, jaz sem izvoljena za druge stvari, ljudje se naj sami o tem odločajo, ker je to pač njihova pravica in res najbolj osnovna človekova odločitev. In tukaj sem rekla ne. In to je bil tista prvi ne, mogoče je bil to tista moj odskok, ki ga je tudi Mojca omenila v moji astrološki analizi, ko sem se mogla odločiti za nekaj, ali bom lepo tiho, ali bom pa se oglasila in povedala tisto, za čimer stojim in sprejemam svojo odgovornost. Ti se meni zdaj fenomenalno, sem bral ta post in tudi reakcije določenih županov, tvojih kolegov. Kolegice, določene so te podprle, kolegice županje. Žal me niso javno, sej na ta način moralno ali pa nekje v mailu pa po telefonu je bilo tega malo več, ampak potem javno se ni nobena izpostavila, niti nobeden. Pač njihova odločitev. Jaz grem svojo pot in pač se odločam sama zase in to je to. Vsak med nami se odloča sam zase in mora to odločitev sprejeti. In ko jo sprejme, potem pač jih sledi in tudi sprejema nas vse, kar pride s to odločitvijo. Mogoče tele tudi na to, kar se govoriš, eno vprašanje, kako prebuditi tiste preštevilne, seveda narekovajo zaslepljene intelektualce, ki je tako veliko, ne? Se to da? Žal opažamo, da mogoče res tisti, ki imajo in doktorske nazive in ne vem kakšne nazive, so včasih najmanj prebujeni in te vedno znova preseneti,
da nekdo preprost bolj razume kot nekdo, ki ima res neke nazive pred svojim imenom. Ja, bilo rekli se kot neke dogme držijo, ki jo je zelo težko prepisati. Ne? Je pa tudi sistemski problem. Slovenija je zadnja v Evropi po javnem financiranju znanosti, kar pomeni, da je sistemsko bilo upeljana odvisnost od zasebnega kapitala in torej do konflikta interesov, in to je že več kot 10 let v Sloveniji, na to opozarjamo, pa ni bilo še reakcije ne levih, ne desnih, ne sredinskih vlad, ker je bil koncept postavljen, da smo zadnji v Evropi, pa še enkrat, zadnji v Evropi po javnem financiranju. Kaj to pomeni? Da smo sistemsko vodeni v konflikt interesov. In nažalost je ta del populacije odvisen od zasebnega kapitala, ki pač vemo, da je lahko poštenega izvora ali pa korporacijskega, in čim so v ozadju korporacije, so cilji, ki niso cilji to, kar se mi pogovarjamo, da je dobro za vse, ampak je dobro za lastnika kapitala. Ne? Ki je eno lepo dopisal. Ne? Razlika je med modrostjo in nazivom. Bravo. Sem pa klele videla še eno tisto konkretno vprašanje, ne vem, ki omenjamo naprej v NFT-jih. Sprašuje, a so to prava alternativa Facebooku, pa YouTubeu, glede neodvisnih medijev, pa brez cenzure? To se bo šele pokazalo. Tega danes ne moramo vedeti. Mi vsi vemo, da cenzure, ki so plačane strani globalistov, da nas cenzurirajo na družbenih platformah, da so postale že tako rekoč nemogoče, da, kar je še hujše, to so sposobni že v real time, torej v neposrednem času izvajati cenzuro, ne za nazaj, toliko daleč je šla ta tehnologija. Ne? Torej ti sam začneš tipkati, pa čim omeniš določene besede, fraze, je stvar že najmanj zamegljena, če ne v iskalnikih nemogoče dosegljiva. Zaenkrat so nam te platforme važne, ker vendarle nas je večina še tam za nek doseg sporočil. Vemo pa, da vsebinsko tam nimamo kaj početi. Kjere se bodo pa izkazali v končni fazi tudi problem blockchain tehnologije, marsikdo pravi, to je delo globalistov. Ni res. Spet je tehnologija, ki omogoča decentralizacijo, omogoča recimo tudi v končni fazi problem konflikta interesov v javnem sektorju, bi najlažje rešili z kvazi pametnimi pogodbami oziroma javnimi naročili, ker ti v sistemu blockchain ne moreš prirejati javnih razpisov. To bi bil ena od smrtnih kazni za slovenske javno naročanje, ker vemo, da noben javni razpis ni objavljen, če že vnaprej ne vejo, kdo ga bo dobil. Da pa ti postavi sistem, kjer se to ne da prirejati, je lahko prva točka rešitve. Samo tukaj je nekdo, je gospa napisala, po dolgem času sem slišala, da nekdo končno prevzema odgovornost in hvala za vse to. Potem še mnenje, razmišljanje, ali največji intelektualci res naredijo največ gorja človeštvu. Saj že tukaj je odgovorjeno, problem intelektualcev, kar prebere. Ja, to je pa potem odgovor v chatu, se fino lahko pogovarjate tudi med sabo, da problem intelektualcev, se pravi uslužbencev, je odlično opisal Stanley Milgram v Poslušnost avtoriteti, eksperimentu, ki je vezan na rezultate Nürnberškega procesa. Tako da, Prav, gremo še za malo boljše poznavanje financ in predvidevanj, v katero smer geopolitika. Naj še na kratko omenim tako imenovan Bretton Woods system. In bomo tudi tukaj pokazali določene grafe. Zdaj, Aleksa, prosim, če daš že na zaslon prvo fotko, Bretton Woods 3 moments. In sicer od leta, se bomo kasneje, oziroma Aleks, se kar daj na naslednjega. Tule imamo lepo razložen Bretton Woods system. To pomeni, da so se leta 1945 dogovorili svetovne vlade, avtoritete, kakorkoli imenujemo, da bo enotna valuta dolar za cel svet. Ne? In to je veljalo od 1945 do 1972. Se pravi, takrat je vse temeljilo na tako imenovani zlati podlagi, oziroma temu lahko rečemo tako imenovana stvarna vrednost. Ne denarna vrednost, ki jo najeda hiperinflacija, inflacija, karkoli, ampak stvarna vrednost.
Potem je pa 71. leta predsednik Nixon ukinil zlato podlago, kar pomeni, da so lahko začeli neomejeno tiskati, neomejene količine denarja so začeli tiskati, da so lahko financirali vojno v Vietnamu. No? In takrat, če bi pogledali kakšne grafe, takrat je bila hiperinflacija res ogromna. In potem, to je bil tako imenovani prvi moment, po 72. je bil drugi moment, Bretton Woods, ne pisan Bretton Woods, ne? Ampak še, če gremo kar na Alex na naslednji graf, bo najbolj zgovorno povedal. In potem, po letu, se pravi, nepisani Bretton Woods Agreement, drugi, je trajal potem od 72. do leta 2008, spet do ene velike krize. In sicer, takrat je v bistvu, ki je vse temeljilo na tako imenovanem denarni vrednosti velike hiperinflacije, kot vidimo v tem grafu. V tretji potem, od 2008 in zdaj so pa, če pogledate, so pa centralne banke začele zopet kupovati ogromne količine denarja, kar pomeni, da ne bi zopet počasi se temeljili na tako imenovani zlati podlagi oziroma stvarni vrednosti. Tako da zdaj imamo pa en nov moment, bomo pa še videli, kam se bo sploh vse obrnil, ker recimo tudi omemba kriptovalut in vsega tega je res v bistvu težko govoriti, so določene mnenje, da Satoshi je od CIA, še celo če nekako prink na robe obrneš okrog, obrneš nekje, pride do končnice, ampak tukaj je pravi eno preprosto ezoterično pravilo, tisto, kar iščeš, najdeš. Če iščeš zaroto, boš najdel zaroto. Mi se moramo pa zavedati, vse ti globalisti, vse ti volivci, vse tisti ljudje, to so vsi predstavniki ene od naših energij. In izvoli. Prosti, Boris, nisem te hotel prekiniti. Izvoli. Ampak dejstvo je, da smo zdaj res v enem epicentru globalnih sprememb, tudi na področju valut in spremembi Bretton Woodskega sistema, ki si ga omenil. Torej, da države, kot so Kitajska, Rusija, Iran, Kazahstan, so že pristopile k novemu dogovoru, ki pomeni za njih konec Bretton Woodskega sistema, da bodo kot valuto sprejele juan, ne več dolar, in da verjetno lahko tudi v temu iščemo vzroke, kako je kar naenkrat NATO našel sovražnika spet v Rusiji in zakaj treba Rusijo napadati in zakaj ta močna povezava Rusije pa Kitajske je problem, kljub temu, da smo lahko že pred leti videli, v katero smer grejo tako imenovane BRIC države in da nobena druga ekonomija ne more več z njimi parirati in da so to tiste države, ki so nosilce neke prihodnosti. Ko pa omenjaš zlato, smo pa prav sicer že lanski članek enega ponudnika storitev v Sloveniji je pokazal, kar se mene tiče, katastrofalno sliko prav glede Slovenije, iz katere izkazuje, da imamo mi zlatih rezerv natanko toliko kot Bosna in Hercegovina, da jih imamo pol manj kot Makedonija in zgolj desetino toliko, kot jih ima Srbija. Pri čemer je pa seveda ključno vprašanje v času krize, kje so te zlate rezerve? A jih imamo mi v naši državi? A jih imamo mi v bankah po svetu? A sploh lahko še na tisto malo računamo v času, ko lahko dobesedno momentalno dekvalificirajo nek denar ali pa tiskanje denarja ali pa česarkoli? In verjetno bodo ta vprašanja bi bila ključna, da bi se o njih pogovarjali, ne pa o tem, kjer lokalni veljak je, kjer ga poklical, pa se z njega norca delo, kar nam skušajo pač mediji prodajati na dnevni bazi. Če še dodava, da te certifikati za zlato, ki so, da so 4 lastniki enega zlata, se pravi 4 certifikati, 4 lastniki na en certifikat. Za en certifikat, v bistvu, za eno količino zlata, v primerjavi z... No, ne, se nanaša na chat tamle. Hotela sem reči, da sem bila ravno usklajena s tem, ker ste odgovorila gospe Jasni, ki je napisala, ali sem prav razumela, da Slovenija nima zlatih rezerv, kaj računajo na zaplembo zlata pri narodu in pa kakšna logika se skriva za tem in če imate kakšno alternativo. Da prvo jaz skočim. Ker se zlata tiče, ker je zelo pomemben. Ker jaz sem se z zlatom srečal že pač kot naložbo leta 1990.
In v bistvu takrat v Slovenijo so prišli prvi ponudniki zlata leta 2005. In takrat si lahko kupil, prišel z milijonom evrov, pa si kupil zlata, nihče ni zahteval nobenega priimka, naslova, ničesar. Če kupuješ sedaj, zadnje 2-3 leta, mislim, da 1000 evri, te popišejo kot ne vem kaj. Tako da tisto, kar je omenjen, ja, lahko pričakujemo, da bo nekdo rekel kot leta 33, država je v krizi, žal vam moramo zapleniti vaše zlato, oziroma dajte nam pomagati, to je bolj elegantno spela, ne? Izvolite. Gregor, sem ti skočil. Ne, sploh ne. 3 ključne točke vidim na tem področju. Prva je neposredna s to temo, torej kovine, da za kakršnokoli suverenost države in prebroditev krize bi pametna država vlagala danes in že v zadnjih letih v kovine. Ni nujno, da samo zlato, ne obstaja samo zlato, ampak zagotovo bi povečevala svoje kapacitete, predvsem znotraj svojega ozemlja, ne pa, da bi se še naprej zadolževala in povečevala finančni oziroma denarni dolg. Druga stvar na energetskem področju, izkoristek geotermalne energije. In tretja, ki je pa ključna za vse nas, brez katere ne moremo preživeti, samooskrba s hrano. Tukaj smo mi kot država najbolj pogrnili v 30 letih, da smo zgolj 30% samooskrbni s hrano. To pomeni, da je država padla na izpitu države, ker ključna skrb države mora biti nahraniti ljudi, ne pa da zapreš 5-6 mejnih prehodov in država poklekne v enem mesecu. Mogoče že to. Jaz sem brala Sanjo Lončar, ki opozarja zdaj po tej vojni v Ukrajini, da bo žita veliko manj, da bomo lahko uvozili, tam piše 80 000 ton žita manj, kar pomeni toliko in toliko kilogramov na osebo manj. Se pravi, opozarja nas, približuje se nam glad in pa tudi mraz. Tudi energenti, se pravi hrana, vse to je mogoče na nek način potem tudi stranska stvar. Istočasno pa spet moramo gledati vse razvojno, kaj nam to pomeni, kakšna priložnost je to. A se bomo ob tej krizi vprašali, a bomo še začeli delati oziroma proizvajali hrano za živali, ali bomo končno začeli proizvajati hrano za ljudi. Ne? Imamo časa. Zdaj do celo poletje oziroma celo leto do jeseni, da nekaj naredimo. Zdaj je ključni čas. Recimo, tudi lahko doživimo hiperinflacijo. Vse smo že skoraj v njej. Tele bi priporočil, ta odgovor je v live coachingu, ki smo ga posneli z Mokšo v novembru, je to na dolgo in široko razložen. Hiperinflacijo že doživljamo. Sedaj imamo, v Ameriki so dali ravno podatke, da je rekordna inflacija v zadnjih 40 letih. Se pravi, na košarico, se pravi, hiperinflacija oziroma inflacija se meri na košarico, ne statistična, ker statistična je vedno cirka 100% manjša, kot pa dejanska. Kaj vi kupite vsak dan je važno, se pravi kruh, mleko in tako naprej, ne? Vsakdanje potrebščine, ne? Tako da sedaj je rekordna, ampak hiperinflacija, ja, to je zdaj že praktično, smo že skoraj tam, ne? Sploh, če gledamo tudi, kaj se v Nemčiji dogaja, da so zdaj olja, so šle, govorimo o jedilnih oljih, sončničnih oljih, in praktično sem videl včeraj posnetke, so police prazne v trgovinah, ker je panika, ljudje tega pokupijo za hude dneve, tako da to je ena stvar. Druga stvar, hiperinflacija, za hiperinflacijo pripravljajo deflacijo. Kaj to pomeni? Se pravi, hiperinflacija nastane takrat, ko v bistvu tiskaš ogromno denarja in razvrednotiš valuto. Recimo, mi smo v tem coachingu smo dali en graf, da je bil $100 leta 1913 skupne vrednosti današnjih $3. Se pravi, še zmeraj $100, samo kupaš pa skoraj nič za ta denar. Dali smo primer, mislim, da košarice... Za jabolka. Jabolka, ja. Jabolka. Takrat smo rekli, da rečemo, ko smo že rekli, 100 evrov, za $100 si kupil recimo 100 gajbic. Ja, zdaj pa kupaš lahko samo še 3 gajbice jabolk, za isti denar, za iste $100, ne? Ker je kupna vrednost tako manjša. Ampak gremo na deflacijo. Kaj deflacija pomeni, ki jo pripravlja? Se pravi, vse krize, ki so se zgodile, vse, kar se dogaja, to so vojne, to je vse umetno sprožen.
To so globalisti, ultra bogati, kakorkoli jih imenujemo, elita, vse umetno sprožili. Recimo, jaz sem cel življenje v bistvu študiral finance, v bistvu imam mednarodno knjižno uspešnico z tega področja, da sem šele pred zadnjimi nekaj leti spoznal, da vsake 5 let naredijo majhno krizo in vsakih 10 let veliko krizo. Če rečemo 2008, ki je bila ta pač za nepremičnino kriza, ki se je v Ameriki začela in tako naprej, ne? Kaj so naredili takrat? Zelo preprosto te stvari počnejo. Zdaj so natisnili ogromno denarja in ga dali obtok in potem samo iz obtoka vzamejo ta denar, večino tega denarja. Recimo, če imamo 5 litrov krvi v telesu, pa če vzamemo 3 litre ven, kaj se zgodi? Kolaps. In tako se je zgodil tukaj. In potem ne bomo zdaj to vse life coachingu razložen, imate brezplačno na naši spletni strani. In kaj se potem zgodi? Zgodilo se je to, kar se je zgodilo, da pač nepremičnine ljudje ne morejo enostavno kreditov za hiše več plačevati in izgubijo hišo, a dolg jim še ostane in tako naprej in tako naprej. Torej, pričakujemo oziroma pripravlja se hiperinflacija, naslednji korak je pa deflacija. Kaj to pomeni, če gremo za podjetja? To pomeni, če imate vi zdaj recimo določeno ceno. Dolar ali pa evro bo spet več vreden, sploh pa ta Y se jo zdaj grejo. Zdaj je razvrednoten, potem bo pa kar naenkrat več vreden. Ampak to pomeni, bo več vreden, recimo produkti, cena produktov, izdelkov se bo pocenila. Ker se bo pocenila, bo za podjetnika možna manjša marža. Ker bo možna manjša marža, bo mogel odpuščati določene ljudi, ker jih ne bo mogel plačati. Ker bojo odpuščeni ljudje, jih bo na zavodu za zaposlovanje ogromno ljudi in tako naprej in to pomeni eno veliko krizo, ampak še enkrat, to je vse umetno narejeno. Nobena kriza ne nastane drugače, kot je ene par glav, ki odločajo, globalisti, ali kakorkoli jih imenujemo, ki so to v bistvu umetno sprožili. Kaj je prišla replika, ko si ti govoril o prehrani, ne? Da končno, da je Slovenija lahko postane čudovit zgled ekološke dežele v celoti, je pa jasno potreba izobraževanje. Imamo pa še eno, kar smo govorili, pač na financah. Pri tem lahko še vskočimo, Polona je že organizirala za vse slovenske županje Točno, ja. Izobraževanje Malo boš spomniti. Malo me boš spomniti, ja. Za vse slovenske županje, jaz sem povabljen kot predavatelj takrat. Aha. Samooskrba. No, Kaj si nam šla? V finance čisto, dolarčki. Vse je deflacija, je čist. Res je. No, tako da hočem reči, glede na vprašanje, pa sem mogel skočiti, ker drugače bi preskočil. Mi smo že teh izobraževanj veliko naredili. Anton Komat, ki mislim, da ga danes tudi še omenil, ne? Tudi. Ali pa mogoče že v tej priliki ga omenjaš, že desetletje piše o temu, kako smo rekorderji po kvadratnih metrih naših trgovskih centrov. Ne? Mogoče kar omeniš, ker si prej že Da namesto, da bi zemljo, ki je rodovitna, skrbeli za njo, pa kar je še hujš, največji problem v Sloveniji je, da se dajo državne subvencije za pridelavo nekih poljščin, ki na tisti zemlji nimajo kaj početi. In pol mi mislimo, da je problem suša pa nekaj, ampak problem je v tem, da na napačni zemlji z državnimi sredstvi veliki kmetje pridelujejo tisto, kar država subvencionira. Ključ ali pa rešitev, kot je jasno povedal zmeri tudi gospod Komat, je v tem, da spet spodbujamo male kmete, da mi razumemo, da hrana ne raste v vele blagovnicah, ampak kaj pomeni stik z zemljo, kaj pomeni, ko posadiš hrano, že sam to, da roko daš v zemljo. In on je zelo jasno povedal, prehranska varnost, energetska varnost, monetarna varnost in na vseh teh področjih suverenost, samo to nas dela kot državo. Vse ostalo je odvisnost od mednarodnih in korporacij, združb, kapitala in vsega. Imamo še, ali pa gremo najprej takole, ker smo govorili o prehrani, o samozadostnosti, je prišel en tak zanimiv predlog. Nekaj, če postanemo DOO in pričnemo delovati kot Dermahur skupnost pri Torinu. Nisem si še ogledala njihovega sistema v živo, piše, se pravi s svojim denarnim zdravstvenim sistemom. Kompletna skupnost, Ja, paralelni sistem. poznata. Ja, mikavno, ampak pri tem moramo ves čas samo razmišljati o tem, ne? Ko razmišljamo paralelni sistem, ne pozabimo na to, da ta sistem je naš.
šole so naše, zdravstveni domovi so naši, ne glede na to, v kaj jih želijo spremeniti. Mi usporedni sistem naredimo ali pa ga uvajamo zato, da v situacijah krize preživimo, ampak mi moramo potem sistem postaviti za celo državo, ker nikoli ne bo nek odmik rešitev za vse. V državi pa vendarle vsi živimo. Slovenija je lahko samo država vseh Slovenk in Slovencev, ne zdaj enih, pol pa drugih. Zdaj bomo pa mi rekli, zdaj bomo pa menili oblast, prišli pa bojo oni trpeli. Ja, ni res, ker pa nismo nič naredili. Tukaj imamo vprašanje, ki smo ga že omenili danes, kaj menite o univerzalnem temeljnem dohodku? Sliši se fino iz prve, ni treba nič delati, pa imaš vseeno zagotovljeno preživetje, ampak to se lahko potem izkoristi za kaj slabega, se pravi tudi za tisto, kar si omenil, Karla Schwaba, ne boste imeli Klausa Schwaba, ne boste imeli nič, pa boste srečni. Nažalost je ravno problem agent zmeri, kako dobro idejo, ki v bistvu temelji na participaciji v državi, torej da državljani smo soudeleženi pri nekem dobičku ali pa pri tem, da se naše rudnine, blagostanje naše države, torej naši viri izkoriščajo, da smo pri tem soudeleženi. To je v bistvu bil primarni vidik nekega univerzalnega temeljnega dohodka. Ne zdaj to, da pomeni nič ne deli, pa boš dobil, ne vem, jurja na mesec, pa vse v redu, ker to pa je zdaj agenda, ki da bi ti nekdo pa ponudil, vi nič ne skrbite, vsak bo dobil, ne vem, našli smo rešitev, ni konce vaših težav, tudi če so propadla vaša podjetja, obrti, tisto, kar so vaši stari starši postavljali, nič ne skrbite, zdaj boste imeli vsi 500 evrov ali pa 1000 evrov na mesec, ampak kje tiči past? To bi spet verjetno neka količina ljudi rekla odlično. Potem bi pa kakšen mesec zatem prišlo, zdaj pa ne bo več zdravstvenega zavarovanja, zdaj pa ne bo več pokojninskega zavarovanja, zdaj pa ne bo več socialnega zavarovanja. Kaj to pomeni? Ti boš mogel tisto, kar zdaj recimo plačujemo na mesec X, bo potem operacija toliko, če boš hotel nekaj, bo toliko, in kar naenkrat boš ugotovil, tisto, kar si uvodoma rekel, imaš nič, ampak misli si, da si srečen. No, pa še nekaj so rekli, to je Klaus Schwab, World Economic Forum, in 3 knjige na to temo napisal in noter jasno razloži, da bodo pisali vse naše dolgove, ampak v zameno za to bomo pač mogli dati svoje nepremičnine, oziroma svoje lastnine, in zato nimamo nič in smo srečni. Ampak zdaj pa pogledamo kontradiktornost. Par let nazaj so nam iz davkoplačevalskih sredstev 5 milijard naklonili za sanacijo bank. Kdo od nas je bil temu deležen? Verjetno nihče. Prijatelji od prijateljev so delali neke čudne posle in 5 milijard davkoplačevalskih, namesto da bi jih dali za samooskrbo, za energetsko samooskrbo, za razvoj mogoče komplementarne valute ali pa zlate rezerve v končni fazi, ne. Dali smo za to, da smo pokrili prijatelje od prijateljev. Tako da kar tako ti nihče nič ne da. Vedno in nekaj potrebuje v zameno. Jaz bi preden odgovorimo na to, bi šel na en vprašanje, ker počasi se bližamo koncu. Ker v bistvu 2 vprašanji sta bila zdaj bolj zate, ne? No, izvoli. To ali je potem, kar si ti govoril, nevarno zajemeti kredit, pa še eno je bilo, ali se bo rešilo vprašanje kreditojemalcev v švicarskih frankih v Sloveniji. Zdaj nam ni rečeno, da zate lahko tudi vidno. Kar se švicarskih frankov tiče, kot vem, pravnih izzivov za rešitve tega ni več. Les pa je, da se nisem poglabljal v ta primer, tako da če ni pravnih ovir, kar vem, jih ni, je verjetno samo stvar implementacije, tako da žal pa ne poznam podrobnosti, se opravičujem. Boj si, nevarno imeti kredit, kaj meniš? Če nevarno imeti kredit? Ja, zdaj. Pa ne sam zdaj. Nikoli ni dobra stvar. To je odlično vprašanje. Osnova je, in spet bom rekel, en seminar sem posnel 30 let nazaj, ga imate tudi na naši spletni strani, Stvarna denarna vrednost, ga imamo, je brezplačen in tukaj je to odgovorjen. Se pravi, vsi krediti so ene špekulacije, ki nikoli ne veš, kako se bodo končale.
Se pravi, Jazbinškov zakon, recimo, se je splačal takrat primer. To je bil enkraten, si lahko dobil stanovanje, dvosobno stanovanje za 5-7 tisoč evrov. Mark je bilo takrat, če se ne ker valute, Mark je bilo, ja. In takrat se je to išlo, ampak torej, sedaj kaj tvegamo? Se pravi, kredit. Zdaj, če mi ujamemo to hiperinflacijo, vzamemo kredit in kupujemo, to je naredil leta 1933, sami mi pa zdaj šel, ki je noro obogatel. On je ogromno kredita vzel, kupil stvarno vrednost, podjetje kupoval in potem pač ta denar je pač bil nič vreden, podjetja so bila pa ogromno vredna in je postal zelo bogat. Recimo, če dam zgodovinski primer, ne? Ampak so pa po drugi plati pa take pasti, ker mi nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjem momentu. Tako da jaz osebno sem zagovornik stvarne vrednosti, se pravi, dajmo tako odgovoriti, če si podjetnik in si izkušen podjetnik, potem lahko špekuliraš v bistvu s krediti. Ker pač, če ti podjetje propade, ti ne boš zaradi tega izgubil na hiše, razen če nisi hipoteko dal, ampak če si pa fizična oseba in da tle špekuliraš in daš nepremičnino kot garancijo, pa lahko staneš brez vsega. Tako da ni direktnega odgovora ja ali pa ne, ni belo, ne črno, ker ne vemo, kakšna bo situacija. Negotovo je. Ampak gotovo je to z namenom, da nas na nek način privežejo s tem, ko se zakreditiramo. Polona, to je super, to sem pozabil povedati, izhodišče 2.8. Kaj so naredili? Tudi Slovenija je bilo isto. V obtok so dali ogromno denarja in ljudje so imeli občutek blagostanja. Najemali so veliko kreditov, to se isto zdaj dogaja. Najemali so veliko kreditov in dejansko potem so pa iz obtoka vzeli denar in kar naenkrat so banke zahtevale kredite nazaj. In si mogel plačati, če ne si mogel tisto, kar si dal na hipoteko, so ti pač vzeli. Ne? In to isto sumam, da se zdaj dogaja. Ne morem garantirati, ampak kar se tega tiče, recimo takrat še ta primer, če je bila hiša v Ameriki vredna, se ne vem, če sem spomnil, $500,000, si ti plačeval, recimo si bil sposoben plačevati mesečno $2,100 kredita. In potem, ko se je zgodil pač ta kriza, je dejansko tvoja hiša $500,000 bila vredna samo še $300,000, ker se je pa obrestna mera za kredite dvigala zaradi vsega, zaradi krize, si pa ti, če je šlo na 6%, si že plačeval, na pamet govorim, si imel obrok mesečno $2,800. Če je šlo na 9%, je bil pa obrok že $4,000 približno, na pamet govorim, se pravi, o tem coachingu sem to točno povedal. In kaj pomeni, če si lahko plačal $2,200, potem si plačal $2,200, ne $4,000. In potem so ti vzeli hišo, ki so ti ocenili $300,000, osnovna je bila $500,000 in propad je bil neizogiben. Zato pa imate zdaj v Ameriki toliko, recimo v Kaliforniji, v Hollywoodu skrivajo cele četrti klošarjev, ki živijo v šotorih. Veliki Hollywood, ne? In San Francisco in povsod. Jaz vam lahko to povem, no, jaz kredita sigurno ne bom vzel. Rajš mirno spim, kakor pa da riskiram. Ali pa tisto, kar so mogoče pred desetletjem govorili o varnosti, če imaš košarico različnih valut, je mogoče danes to, ravno to, kar so bila vprašanja. Ne? Nekaj je pač denar kot fizični denar, nekaj je neka kovina in zagotovo, tudi ker je bilo vprašanje o kriptovalutah, sam sem spremljal tudi kakšne astrološke analize kriptovalut, ki kažejo, da zagotovo ima prihodnost. To ni nekaj, kar bi se ustavilo letos, naslednje leto ali pa v naslednjih par letih, ampak ima potencial. In verjetno pametni vlagatelj bi danes gledal vse te tri stvari. Pa še eno stvar smo prej pozabili povedati pri rešitvah, kar se tiče države, pa tudi, kar si ti govoril o denarju. Ena od stvari, ki se jo moramo zelo resno lotiti, je, da gotovino oziroma denar vpišemo v ustavo, da ne pridemo tako daleč, kot so te težnje globalistov za neke digitalne valute, ki bi nas... Točno to, ker tisto pomeni konc, ker pomeni, če ali se ne boš cepil, ali ne boš spoštoval ukrepov, ti zavrnemo tvoj račun. In ne boš kupiti. Konc. Ja, ne boš nič jedel. To je to. Pa pomri. Ko boš lačen, boš pa Znajdi se. pameten.
Ja, in potem bo prišlo tisto, kar smo prej govorili, kot je tudi tu napisano, da en možnost, ne, da hodiš od posameznika do posameznika, se povežeš glede hrane, kupuješ od njih, preverjaš kakovost in na ta način nastane skupnost, ki pravzaprav je ena možnost, da bomo preživeli za te težke čase. Lokalna In kako ekonomija. si rekel, majhni smo, to je naša prednost, a ne? Ampak ne slišimo. Ko sem Poloni prej rekel, ki je bil iniciator, da smo naredili izobraževanje za vse slovenske županje, in hvala takrat za vabilo, sem jaz predaval, dejansko se skoraj nič ni v praksi uvedlo. Ampak In to je tisto, kar je problem. zdaj Ni smo čas. na snežni kerpi. Tako, Zdaj ja. smo na 8000 podpisih, zdaj rastemo. In naj bo eno ključnih sporočil nocoj, da nehimo razmišljati o problemih pa o težavah, ampak kreirimo rešitve. Če smo mi uspeli skreirati v letu pa pol 8000 podpisov, pa ne strankarsko listo, ne mi ves čas v eter dajati problemov, pa kaj nam hočejo, ampak kaj mi hočemo. Ja. In s tem naredimo. Lej, spet si bil sinhroniziran z enim ojoj. četom. Vrhunska debata. Hvala vam vsem 4 za prave teme in reševanje, kot si rekel, res aktualnih izzivov v bodočem novem parlamentu. To pa verjetno odlična gosta, da sta. No, hkrati se nam je podprla še ena nova tema, ampak glede na to smo rekli, da bomo 2 uri skupaj in ravno ste se iztekli. Ampak naslednja tema je zelo široka, mogoče za še eno novo debato, je pa šolstvo, ne? Ker tu je napisano, da pravzaprav imamo še pruski sistem, ker se vzgaja taka miselnost, da ko inteligenca v bistvu mora slediti enim ukazom, dani besedi, Ne pa izkustvom. tako in ne razmišljati, ne? In da to ni dober šolski sistem, ampak kot smo rekli, ne? To... Se veselimo naslednje priložnosti. Ja, dajmo vsem še za konec en tak vprašanje, ki je pa v bistvu, smo se pogovarjali, pa ga moram postaviti, ne? Ja. Pred začetkom smo se pogovarjali, da je politika zelo nevarna, narekovajo igra, in da morda riskirata svoje življenje. Ali sta pripravljena umreti za dobro slovenskega naroda? Eno mojemu kolegu, ki je danes z nami prisoten, sem 20 let nazaj postavil vprašanje, če je pripravljen za posel umreti. In jim je vrhunsko odgovoril, ne, nisem pripravljen umreti, ampak sem pripravljen zanj živeti. Dočim danes je pa povsem druga situacija, ker kot kažejo, so v prihodnosti naslednji izzivi svoboda, finance, energija, hrana, še kaj. To so ključni, Ja. ampak naj bo naše, v vseh nas, ključno vprašanje, ali bomo pripravljeni umreti za spremembo, ali bomo pa umrli v agendi. Ni, tretje opcije ni. Umremo v vsakem primeru, ne. Sam, amo lepo umrla grdo, ne. Polona, kaj ti praviš? Ja, jaz povem svojo izkušnjo, ko sem pač bila na tej prelomnici, da se odločim tako korenito. Sem se v enem trenutku resnično sploh nisem bala smrti. Sama sebe sem presenetila s tem in sem rekla, če je to, lahko rečem fino, doživela sem toliko let, ko mogoče nekateri moji prijatelji so pač že preminuli zaradi bolezni, imam 3 odrasle otroke, doživela sem tudi, da sem babica. Če mi je namenjeno, pač bom šla tudi v to smer. Res, nekako sem se spravila tudi s to možnostjo. Wow. Jaz bi se vama, oziroma midva, Seveda, hvala. razen se navšti posebej, Ne, lahko. zato sem rekel, jaz ta prvi, ne, bi se vama res v srca zahvalila za vajin obisk, za vajino srčnost, za vajino iskrenost. Rekla ste že na začetku, ni nobene teme, o kateri ne smemo govoriti, lahko postavimo poljudno vprašanja. Vas bi pa prosil, ker ste napisali, da je to top novica, hvala za izčrpno predavanje, še enkrat, dokdaj je rok za oddajo overjenega podpisa? Je že odgovorjeno, Je odgovorjeno. do jutri. Ja. Gremo naprej k zmagi, srčno hvala, lepe pozdravje, super ste vsi 4, hvala za vse povedano. Ker hočem reči, če vam je bila ta tema res tako všeč, napišite nam na Alex, kater mail damo? Damo? Kako? Info. Aha, kar napiš ga. Napišite nam na naš mail, da želite, da še nadaljujemo, ker tem je ogromno, ker zdaj žal, jaz se vam opravičujem, v živo ne moramo, da bi v živo vprašali.
tudi v končni fazi vaših slik prav veliko na videm, oziroma nimate verjeten kamer, ampak napište nam po mailu, bomo vse prebrali. Jaz osebno vam samo to zagotovim, bilo vas je ogromno prijavljene, stotine na to srečanje v živo. In hvala, ste zdaj nekateri še slik se da nas vidim, da vam pomagamo lahko. No? V glavnem, če boste želeli, napište, pa bomo mi s tem nadaljevali, ampak na način, da boste vi res lahko kreirali. Ker sedaj smo bolj mi sprašvali in vaše vse vprašanje, se vam res opravičujemo, nismo mogli odgovoriti, ampak lahko pa znova sodelujemo in odgovorimo na čisto vsa vprašanja, ker zdaj ste videli, to je bilo v smislu, Tijan živijo, imamo tudi 9-letnike, ki nas posluša, redno, pa njegova mamica. Tako da, samo sporočite nam, bomo posneli, jaz mislim, da bi še prišla. Absolutno. Okay. Zdaj po vsem tem obdobju, po vseh teh podpisih, po težkem delu, bo zdaj še veliko težje delo, ampak na ta način res dosežemo lahko naenkrat ogromno ljudi, kar je nujno pomemben. Kot smo govorili, mi rabimo informacijo, ampak tisto pravo informacijo. Tisto informacijo, zaradi katere je vredno živeti in tudi mogoče vredno umreti. Kako ti rečeš na koncu japonski? Ne, lahko bi danes zaključil s tole mislijo, ki je podana. Napisano je, zaupamo vam nam, tudi mi zaupamo vam nam. Tako da lep večer vam še želimo in se vidimo naslednjič. Lahko noč. Lahko noč.